Namaste, ljubljeni in ljubljene. Danes bo beseda tekla o egu. Kaj je sploh ego in kaj ni ego? Pa dajmo se prvo dotakniti tistega, kar ego ni. Torej, ego ni zavest, niti ni zavedanje. Ego ni jaz. Torej, niti človekov jazni, a še najmanj pa kakšen subtilnejši jaz. Torej, ego ni Ego niso čustva, ego niso občutki, ego ni nobeno od 4 nižjih teles. Ego niso naše akcije in reakcije. Ego niti ni karma. Ego ni nič od tistega, kar v večini smo smatrali ali mislili, da je. Ego, recimo, če gledamo od rojstva, začne pridobivati počasi na moči. Predvsem v bistvu za izkušnjami skozi 4 nižja telesa, torej skozi naše emocije, čustva, naše mišljenje, prepričanje, verovanje, skozi naše dedne zapise, ki so v eteričnem telesu, kakor tudi skozi same, torej telesne, fizične izkušnje. Torej, bolj, ko se otrok začne zavedati samega sebe, to vrstnega življenja zunanjega, torej interakcij in odnosov s svojimi starši in z drugimi ljudmi, se ego začenja v bistvu oblikovati, rasti in začne pridobivati na svoji moči lažnega, iluzornega samozavedanja, samoidentificiranja. Torej, z vsemi temi izkušnjami uspeha, neuspeha, zmage, poraza in tako naprej, žalosti, razočaranja, ego se začenja oziroma telesa se začnejo identificirati s temi izkušnjami in začnejo imitirati zavest. Začnejo imitirati v bistvu ta jaz sem. Čisto zavest, resnični jaz, ki je v bistvu nedotakljiv od katerekoli človekove izkušnje skozi ta telesa. Najprej ego postane, oziroma predvsem potem po puberteti in naprej, se oblikuje kot identiteta. Človek v svojem nesmislu, v svoji nevednosti reče jaz sem. Jaz sem to doživljala, to so moje izkušnje preteklosti. Oni so mi prizadeli, jaz sem jih prizadela, bla, bla, bla in tako naprej. Torej, skozi izkušnje 4 nižjih teles se je ego oblikoval. Da bi lahko preživel, je zaradi samih izkušenj izoblikoval vzorce obrambnega sistema. Vzorce čustvovanja, čutenja, reagiranja, mišljenja in verovanja in samega delovanja. In vse bolj, ko je v bistvu človek vpet v ta zunanji svet, vse te interakcije, uspeha in neuspeha z drugimi, v bistvu ego pridobiva na tej iluzorni moči identitete. In on kot identiteta v bistvu raste skozi poosebljanje, skozi identificiranje z dogodki, s temi čustvi in občutki, mislimi. Ko se identificira prav tako z religijo, svetovnimi torej prepričanji in nazori, ko se identificira z raznimi skupinami, z družino, z partnerjem, z
s čimerkoli pravzaprav, kar je zunanjega, on sebe razširja, a vendar, ker je sam po sebi iluzija, nikoli ne najde v tem zadovoljstva in sreče, da ne govorimo o nekem spoznanju, o neki odrešitvi ali osvoboditvi. Torej, ego je zelo omejen. On predstavi sebe kot identiteto, kot jaz sem, kot človekov jaz, a pravzaprav to ni. Zato rabi vse več in več dram ustvarjati. Dram, ki so lahko zelo pasivne, aktivne in nekako harmonične. A vendar še vedno je to ego. Ko pride do momenta, ko je ego resnično zaradi zunanjih stisk stisnjen ob pot, ko se začne dogajati proces prebojenja, ko človekov resnični jaz ali duša, dejanska prisotnost jaz sem, se začne prebujati v človeku in začne delovati na njega, se takrat ego še zadnjič okrepi kot entiteta. Torej, prej je deloval pred prebujanjem, pred procesom prebujanja kot identiteta. Sedaj nastopa svojim zadnjim orožjem, zadnjo pojavnostjo, hoče biti bitje, hoče biti entiteta, da bi se lahko zoperstavil resničnemu jazu, ki biva v telesu oziroma v telesih posameznika. In seveda kot entiteta, že prej kot identiteta je privlačil mnoge entitete, mnoga prepričanja iz same atmosfere, iz samega astralnega sveta, da bi preživel, čeprav tudi z muko, bolečino. Ego ni mar, ego rabi preživeti. Ali če se identificira z negativnim ali pozitivnim, ali s sredino nekega zunanjega sveta. Torej, privabi vse te entitete, da bi okrepile njegov obstoj in mu dale razlog za obstajanje. Torej, potem smo rekli, ko se začne nekako prebujati to božansko v človeku, to resnično, ego zavzame položaj entitete, tako imenovanega, v narekovaje govorim, satana, ki se bo zoperstavil temu božanskemu jazu. Torej, ego ima za seboj ogromno kapaciteto iluzije. Torej, leta in leta nekih vzorcev, ponavljanja nekih lekcij. Tu so še razna verovanja, prepričanja, zapisi, ki v bistvu so tista glavna, osnovna moč, da ego lahko ostane kot identiteta in entiteta. In potem največkrat delamo napake, ko se začnemo prebujati, ko začnemo uporabljati razne tehnike preobražanja, osvobajanja, očiščevanja samih sebe in poudarim samih sebe v tej zavesti, samih sebe, svojih teles, svoje aure, čakrnega meridianskega sistema. Mi to delamo iz ega. Ego prevzame novo obliko kot entiteta, nekdo, ki se trudi biti odrešenik. In seveda, ego zna tudi poustvarjati iluzijo dobrega, iluzijo ljubljenja, iluzijo sprejemanja, iluzijo odpuščanja. Vendar vsak pravi, tisti, ki je resnično v prebojenju svoje lastne, resnične zavesti jaz sem, to prepozna slej ko prej. Po čem? Ego odpusti, da bi mu bilo odpuščeno. Ego ljubi s pričakovanjem, da bi bil ljubljen. Ego pomaga, da bi mu v trenutkih krize nekdo drug pomagal, dotični ali kdorkoli že.
naprej. In tu lahko se zadržimo ne samo eno življenje. Tu se lahko zadržimo nekoliko inkarnacij. Ko ego začne igrati entiteto odrešenika, osvoboditelja. In potem vi lahko zapovedujete, odrejate, dihate, meditirate. Vi se boste dobro počutili in boste imeli vzpone in boste imeli padce, a vendar odrešenja ni, ker ego ne more odrešiti samega sebe, niti njegov namen ni. Ker on je čista iluzija, skup teh emocionalnih, mentalnih prepričanj, energij in izkušenj iz zunanjega sveta. In njegova opora ne more biti v notranjem svetu. On ni blizu božanskega jaza ali kristjansko rečeno Bogu. On je daleč od Boga, on je nasprotnik Boga, ker ni sposoben udejanjiti sebe. In to tudi ni njegov namen. Torej, največja iluzija, torej v prvih momentih, ki so lahko leta in leta tega prebujenja, življenja in življenja, lahko traja to prebujenje, je v bistvu, da ego postane entiteta odrešenika samega sebe. In ker je iluzija zunanjega sveta ali matrica takšna, kakršna je, ego plasira določene lažne uspehe človeku, kako je napredoval. Kako se on lepo prebuja, kajti on je začel čutiti nekatere mistične stvari, ki jih prej ni čutil. A vendar ta odrešenik ego se povezuje le z astralnimi ravni. Seveda, prikazajoč to kot eterični svet luči, kot območje Kristusove svobode in ljubezni. A vendar temu ni tako in to se vidi potem po reakcijah, ki sledijo v odnosih z drugimi ljudmi. In kakor je tudi Jezus rekel, po njih sadovih ali plodovih jih boste prepoznali. Zdaj pa to obrnila tako, po njih sadovih in plodovih bom prepoznala, ali odrešujem sebe iz ravni ega, ki se je identificiral kot odrešenik, ali odrešujem svoja telesa, ker sem spoznala sebe kot resnično zavest, resnični jaz sem. Ogromna razlika. Ta razlika se niti ne da pravilno ubesediti. Ta ogromna razlika, neskončna razlika se lahko samo občuti, spozna in doživlja in naposled živi. V tem prebujenju, tako lažnem prebujenju ega, mi vidimo sovražnike vse osobe. Ta nam ustvarja magijo, ta sodeluje z reptili, ta je sivi, ta je čuden, ta je takšen, ta je drugačen. Ego se neprestano obrača navzven k drugim. Kajti on ni sposoben, ker je iluzija in iluzija ne mara resnice. Kajti, če bi iluzija prepoznala resnico v nekem trenutku, oziroma v tistem trenutku prepoznanja in spoznanja, bi to bilo samo izničenje. In zato ego, da ohrani svojo odrešiteljsko prebujevalno pot iluzije, rabi imeti neprestano nasprotnike, demone, negativne ljudi in podobno. In človek, oziroma ego, neprestano bije bitke z zunanjim svetom in pojavnostjo, ki jo sam ustvari, in entitete, in demone,
sooča se in plasira preko ogledalne projekcije z drugimi ljudmi, sam s sabo se tepe, sam s sabo se krega, sam sebe v bistvu maltretira v boju tako imenovane lažne svetlobe, ki jo on hoče doseči. Danes ne nameravam božati, govorim v miru, preprosto, o resnici, ki sem jo tudi sama spoznala in prepoznala, in hvala božanski prisotnosti jaz sem, Kristusovi zavesti za ta uvid in pogled. Torej, ego vedno najde situacijo, katero bo opazoval ali v njej aktivno sodeloval, da bi ohranil svoj status, vsaj ohranil. Namen pa je povečati, razširiti samega sebe. Ljubljeni in ljubljene, zato je danes, kot vidimo, toliko moderna duhovnost, a tako malo duhovnih. Vse posod se delijo vstopnice za razsvetljenje, vstopnice za raj. A tako malo razsvetljenih, a tako malo ali nič rajskih. In navajam vas, da z ljubeznijo do samih sebe preverite, kje ste. Ego je iluzija. Ego se lahko v trenutku disciplinira, ako se vi začnete zavedati, da ta božanska prisotnost jasem ni nek zunanji Bog, na katerega se opirate. Vi ga lahko imenujete oče, mati, popolni, božanski, lahko izmislite katerokoli ime. To ni pomembno. Važno je, da vi občutite eno z njim, da vi veste, da ta Bog v vas jasen, torej ti si. In da le iz te zavesti lahko razorožiš ego, ker je prepoznan kot iluzija, se začne razpadati samo od sebe, brez kakršnekoli muke, brez kakršnihkoli tehnik. In ko veste, da sama čustva kot takšna niso kriva, niti misli niso same kot take krive, niti vaši občutki, niti sama dejanja, ampak enostavno skup vsega tega je oblikovalo identiteto, ki jo imenujemo ego. Ta identiteta je sama sebe prehranjevala, postala vse bolj odvisna. Torej, ego je rastel, človekova telesa in svetovi, torej miselni, eterični, čustveni in fizični svet se je poistovetil z egom in je bogohulil, metaforično govorim, bogohulil zoper božanskega jaza v človeku, ki je resnični človek in resnični Bog. In potem imamo življenje dualno, življenje nasproti. In pride moment, ko se vse to zlije, vsa ta muka pozitivnega in muka negativnega v eno točko, ko pride do prebujanja. In v prvih fazah prebujanja se zgodi še večja iluzija, kakor je bila poprej, ljubljeni. Joj, kako nekateri vzklikajo, jaz sem prebujen, jaz sem prebujena, jaz sem razsvetljena. Ravno na začetku prebujanja se začne dogajati še večja iluzija, kot je bila poprej. Kajti ego ni več identiteta. Ego je postal entiteta, razglaša svojo novo odrešensko misijo, svoj odrešenski jaz. In zakaj sem ravno med tistimi, ki duhovno rastejo, ki sebe kao priznavajo kot brate in sestre v Kristusu, v Budi, itd.
Med njimi se začne dogajati največ ljubosumja, zavisti, sovraštva, obtoževanja. Zakaj ravno med njimi, med tistimi ljudmi, ki so neprebujeni, ki spijo, in to na pamet pridejo do klasične zavisti, klasičnega ljubosumja. Ampak zakaj ravno med prebujajočimi pride do potenciranega delovanja negativnih emocij, prepričanj? Ker je ego vzel novo podobo, novo obleko svojo, ki navidezno sveti, a pravzaprav sveti temu. In potem igra ego odrešenika, mučenika. Ego izbere razne vloge odrešitelja sveta, odrešitelja drugih ljudi, je terapevt, je učitelj, je duhovni vodja, je ovo, je ono. A po njegovih plodovih boste prepoznali, ali je on v vas resnični jaz. A vendar, kot sem rekla, ego je iluzija. Iluzija ni resnična. Zoper večnih, kozmičnih, božanskih zakonov ne more nič, razpade pred resnico v trenutku, ko resnična luč zasveti, ego razpade. Brez muk, brez težav. In ko pride do distance, ko človekov jaz ali notranja prisotnost spozna, da je tega ega sam hranil, mu dajal infuzijo in umetno dihanje, da nikoli v sebi ni imel ego življenja, kajti življenje lahko ima le resnično bitje. Spozna, da če mu odvzameš dih življenja, ki je bilo umetno dano, začne sam razpadati po sebi, začne doživljati svojo smrt. To je druga stopnja prebujanja. Ko več človekov jaz, resnični jaz, sama prisotnost jaz sem, ni ukolupljena in ni poistovetena z 4 nižjimi telesi, kar pomeni z samim egom, ki je nastal iz teh teles. In potem se začne resnični človekov jaz sem, ki sem, veseliti in radostiti, kajti kraljestvo Božje se je približalo. Potem ego ne more odpustiti, niti razvezati, niti odrezati. Je samo iluzija. Le prepoznajte, pa boste videli sami po svojih življenjih. To lahko traja začasno. A glej ga zlomka, pride nekdo drugi in pokaže ogledalo in vidimo, da smo tam, kjer smo bili. Torej, potem se izpolni kot resnični človekov jaz, sama prisotnost jaz sem, izpolnimo telesa z resničnim odpuščanjem, ki ga človek, ego, nikoli ni sposoben ne dati, ne prijeti, ne ponotranjiti, še najmanj pozunanjiti. In to je najvišja oblika slavljenja v danem trenutku druge faze prebujanja. O, kako lepo je to doživeti, ko spoznate, da niste vi potrebni očiščenja, odpuščenja, osvobojenja, ljubezni, milosti, usmiljenja, preobrazbe, česarkoli, ker vse to človekov jaz sem v enosti z očetom Bogom, je zapisano. Vse to že ima.
A sedaj je samo prišel čas, da to tudi pozunani, kar je notranjega, kar je svetega, neskončno večnega, kar je absolutno. In ti kot človekov resnični jaz, sama živa dejavna prisotnost jaz sem, zmoreš dejavno izpolniti svoja telesa z odpuščanjem. In s tem resničnim odpuščanjem, ki prihaja iz jaz sem, telesa sama odpuščajo. Kajti ego, smo rekli, ne more odpustiti. Torej, Bog je odpustil, telesa so poslušala in so odpustila in izpustila vezi samo po sebi. Naša telesa so zelo inteligentna. Poslušajo ukaz prisotnosti jaz sem, človekovega jaza, sina ali hčeri človekove. Ego ne poslušajo, z egom so zlepljeni, dokler ne pride do te druge faze prebujanja. Torej, dragi moji in drage moje, ker jaz sem ljubezen, probajte to začutiti, torej človekov jaz razglasi v svojih templjih, torej v svojih 4 nižjih telesih, jaz sem ljubezen. Telesa to slišijo, občutijo. Ne? Ego jim je bil poznan, a sedaj slišijo nekaj, kar je mogočnejšega, nekaj, kar je večnega. In začnejo, sama ta telesa začnejo proces odpuščanja, samo preobrazbe, samo razsvetljenja in podobno. Ti kot človekov jaz ne rabiš sebe razsvetliti, ker izluči si, eno si izlučijo enega bistva s to popolnostjo iz najvišje plerome in večnega popolnega eona. S tem zavedanjem, s tem čutenjem, vi doživljate resnično svobodo. Torej, ker se je vzpostavila ta distanca med menoj kot človekovim jazom, jaz sem, in mojimi telesi, ker je ego začel izgubljati na svoji veljavi, ker je iluzija, ker on ne more biti nekdo ali nekaj. Telesa začnejo izpuščati te stare energije. In potem bi se rekel, da se doživi smrt, v narekovajih rečeno, starega človeka. Takrat pride do tega, da se telesa začnejo na novo rojevati od Boga, iz duha in resnice. In vsak trenutek zavedanja, občutenja, da jaz sem, ki jaz sem, in da je ga ni in ne obstoja, meni kot prisotnosti jaz sem, kot človekovemu jazu, so pred menoj moja telesa, ki jih je v iluziji ego naredil takšne, kakršne je. Poškodoval, ranil, napolnil s takimi drugačnimi energijami, brez kakršnekoli obsodbe, kritike. Gledam, občutim ta telesa in jih izpolnjujem s seboj. S tistim, kar je absolutno. Pa naj si bude to ljubezen, modrost, inteligenca, sproščanje, kar ti kot človekov jaz čutiš, da je potrebno narediti s temi telesi. In potem vsak tvoj vdih in izdih v ta telesa. Telesa ne dihajo. Diha človekov božanski jaz, jaz sem diha. Torej, z vsakim dihom in izdihom napolnjuješ ta telesa s popolnostjo samega sebe. Ta popolnost pa prihaja od očeta. Očeta. Iz jaz sem, ki sem. Iz tebe, človek. In napolnjuje tvoja telesa. In
potem ni potrebe, da bi se trudili za mir, za svobodo. Potem dojamete, razglasite, jaz sem mir, jaz sem svoboda. Ne razglasite to svetu, zunanjem in drugim ljudem, to je popolnoma nepotrebno. Razglasite svojim telesom in svojim svetovom. Svetovi pa so aura okrog teh 4 nižij. In vsakim trenutkom, vsakim dnem zavedanja sebe kot jaz. In te svete distance med menoj, ki sem, in mojimi telesi, ki jih upravljam, se dogaja samodejni čudež. Ker telesa so lahko le kot jaz sem. Ni več motilca ega. Ni ga. Sedaj je samo na tebi. Kaj boš storil z inteligenco in modrostjo, ki jo imaš, ki si? Kaj boš storil s svojimi telesi? Sovražnika ni. Ni ga več, ni. Ega ni. Ti si in tvoja telesa kot tvoje prevozno sredstvo. Fizično za fizični svet, čustveno za čustveni svet, miselno za mentalni svet in eterični svet. In tako bodo oči tvojih 4 nižjih teles čiste kakor jaz. Prosto. Dovolite, da se to zgodi brez napreza. Le vdihujte, kajti iz vdiha ali za vdihom ste prišli v ta svet. Dihanje, ne dihanje poistovetenega ega. Tokrat dihanje kot jaz sem. Kajti prišli ste v ta svet skozi Božji dih. In sedaj ne več kot človekov ego, temveč kot človekov jaz, ki jaz sem, dihate. In prihajate do naslednje faze prebujenja, ki je skrivnost, ki se tiče vsakega posameznega človekovega jaza, ki ga vsak mora doživeti. Vdihujte sebe v svoje telesa. In dovolite, brez naprezanja, na lahkoten način dovolite, da vas zapustijo. Oziroma ne vas, temveč vaša telesa in svetove. Vsa prepričanja, lahko jih poimenujete. Vsa čustva, če je neko čutenje ali čustvo ljubosumja, lahko jih v svoji božanski igri poimenujete ljubosumneži. Poglejte, ljubosumneži, odidite, kajti Božje kraljestvo je tukaj in sedaj. Jaz sem tukaj in sedaj. Vi ne preganjate. Preprosto iluzija, na primer, tega ljubosumja je spoznala, da je jaz sem tukaj in sedaj. In iluzija ne more obstati pred lučjo, pred to resnico božanskega jaz sem. Vi samo rabite se zavedati, vse je v zavedanju. Zavedati, da to preprosto ne more izdržati pred resnico, pred to lučjo, pred tem jaz sem. In preprosto samo odteka. Ne obremenjujte se kako. Samo gre. Ker ni v zakonu Božjem. Ta iluzija, ljubosumje, strah, sram, sramežljivost, potrebe po padanju, potrebe po tem, po onem, karkoli, kar je človekovo telo oziroma telesa omejevalo, samo sedaj zapušča, ker vi ste razglasili Božje kraljestvo in svoj božanski jaz v svojih telesih in svetovih. In od tu naprej je največja pas, zopet se pojavlja največja pas. Da se slučajno ne dovolite še kakemu delčku v telesih, da se identificira, da se poistoveti z nečem, kar ni človekov jaz sem. Drugi vas ne zanimajo, kot da ne obstajajo.
Vi niste tu, da bi od njih prejemali karkoli, vi ste sedaj jaz sem. In vi lahko le dajete. In dovolite, da prihaja k vam le tisto, kar je dobro in prav. Torej ni več vpletanja v dokazovanje, v razreševanje, to so vse izmišljene, iluzorne, egovske takve. Vi več ne kričite, ne vriščite po pravičnosti, po ne vem čem, kaj ti spoznate skozi jaz sem zavest, kdo ste, kaj ste, kako delujete. Ni na vas, da rešujete druge ali zunanji svet. Kot je ljubljeni Jezus rekel, in kontemplirajte, meditirajte malo o tem. Božje kraljestvo je tukaj in sedaj, v vas, med vami in zunaj vas, ale ljudje ga ne vidijo. Torej, 4., 5., ne vem katera dimenzija, je tukaj in sedaj. A ljudje jo ne vidijo. Ljudje bi jaz to nadomestila, ampak ego ne vidi. Ego ne spozna, da je tukaj in sedaj Božje kraljestvo in da ti si ta jaz sem. Vse se stapljajo dimenzije skozi jaz sem tukaj in sedaj. Vse to lahko občutite, doživite vidno, fizično in dotikljivo. Ako ste voljni, ako ste se prepoznali kot resnični jaz. Tako, dragi moji in drage moje, vsekakor ta tema še ni dobila svoj pravi konec. Rada bi samo še to povedala. In sedaj ni potrebe po očiščevanju samega sebe, osvoboditvi samega sebe. Torej vi kot jaz sem izpopolnjujete svoja telesa in svetove z esenco popolnosti, ki ste. To je tukaj in sedaj. Ne rabi priti od nikjer. Tukaj je. Samo dovolite. Preprosto je, dovolite, da se to začne izražati. Danes malo, jutri malo več in tako naprej. In telesa in svetovi, torej aura in vas meridianski čakarni sistem bo sledil tem. In ne boste se čudili raznim zacelitvam telesa, raznim ozdravljenjem, ki ne bi jih imenovala ozdravitve, ampak govorimo o pogojenem človeškem jeziku. Gospod je prišel v svoje telo in telo se mora poravnati po Gospodovem zakonu. To je to, dragi moji. Kontemplirajte v teh besedah in boste vedeli, kaj se vam želela povedati. Gospod je v svojem templju in telesa sprejmejo zakon Gospoda in postanejo kakor Gospod. Namaste, ljubljeni in ljubljene. Hvala za vašo cenjeno pozornost. Jaz sem tukaj, jaz sem sedaj.